Haleluja, dobrodošli v četrtkovem dnevu in gremo naprej v nadnaravno molitev. Bog hoče, da znaš moliti, haleluja, da znaš zvezati, razvezati, osvoboditi, sprostiti stvari, haleluja, zavezati, prepovedati, haleluja. In kako se to dela? V srcu veruješ in z usti govoriš. Dober primer tega imaš molitev za duhovno rast, ko je apostol Pavel govoril v Efežanih 1. in v Efežanih 3. poglavje. Danes lahko z mano to skupaj moliš in od danes naprej lahko sam odprej Sveto pismo in ti dve molitvi najdeš v Efežanih 1 in v Efežanih 3. Začnimo v Efežanih 1. Reč: Oče slave, Bog našega Gospoda, Jezusa Kristusa, prosim te, da mi daš duha modrosti in razodetja v spoznanju tebe in razsvetljene oči moje domišljije, da bom vedel, v kakšno upanje si me poklical, kako bogata je slava tvoje dediščine v nas, ki smo tvoji otroci, kakšno je čezmerno obilje tvoje milosti do nas, ki verujemo, po dejavnosti tvoje silne moči, ki si jo udejanil v Kristusu, ko si ga obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse si položil pod njegove noge, njega pa si postavil čez vse kot glavo cerkvi, ki smo njegovo telo, polnost tebe, ki v vsem vse izpolnjuješ. Haleluja, kakšna molitev. Mol si to vsak dan in mogoče to dela 3 tedne, haleluja, in boš videl, kako se ti bo Bog razodeval. Oči tvojega srca bojo odprte, tvoja domišljija bo polna Božjih misli, videl boš, zakaj te Bog ustvaril. Se slišimo spet jutri, gremo v drugi del molitve za duhovno rast.